Lep pozdrav, tokrat zopet vsem skupaj. Jure Guban tukaj z vami, podjetnik, ki komentira politiko in ekonomijo. In tokrat sem zopet lotil enega od podcastov na ideji, in sicer bil je gost Miha Kordiš, ki je seveda ustanovil svojo stranko Mi socialisti, ki sem jo že komentiral v enem od prejšnjih videov. Tokrat je imel priložnost, da nekaj pove na podcastu, kjer je gostoval pri ideji. Tako da, dajmo si pogledati tale podcast, dal sem ga na, to bo kar veliko dela, dal sem ga na 1,25 hitrost, tako da bom majčkeno hitreje, upajmo šlo, bomo šli korak za korakom, pa počasi pojedli tole kosilo, kjer bo zelo veliko idej, ki bomo lahko pregnetli. In nekaj idej bo tudi zelo težko prebavljivih. Ampak prav je, da o tem govorimo, zato da se namreč razblinijo mnoge utopične ideje v naši državi. Tako da zato sem izbral tudi ta podcast in tega gosta, ker ideje, ki jih ima, so po svoje zelo logične, oziroma skrbi, ki jih ima glede sveta in Slovenije, so zelo logične, vendar rešitve izjemno nevarne in škodljive. Poglejmo si, kako je torej Miha Kordiš nastopil na podcastu IDEA. Se strinjajo z mano, eni se niso. In sem rekel, da je bilo zelo fair, da govorim s tabo o tem, pa o teh stvareh, ker se mi zdi, da sva filozofsko na drugačnih, nočem reči bregovih, ampak drugač vidva svet. Okay. Pa me zanima mogoče ta tvoja izjava, če lahko malo razširiš, da bom razumel, kaj točno si s tem mislil. Pa a ne bi bilo boljš, ali pa kako se ti zdi ideja, da bi spodbujali ideje, da se štruce ustvarijo, da se več štruc ustvari, tako bomo imeli vsi več? Ne? Torej, o čem govorite tukaj? Govorite o tem, ko je Miha Kordiš napisal oziroma izrekel na kongresu, da če ne bodo dobili loptinic, si bodo pa štruco sami vzeli. Torej, poudarek je na besedi vzeli. In Klemen je dal tukaj kontro in sicer je rekel, da ne želi živeti v taki družbi, kjer bodo nove generacije razmišljali o tem, kaj si bodo vzeli, pač pa kaj bodo ustvarili. Poglejmo, kaj sta naprej povedala. Zakaj si uporabil to, da se štruco vzame? Evo, s tem lahko začneva. Okay. Pa hvala ti še enkrat, ki si pa že res cenim. Hvala vam za vabilo, namreč, kot si sam rekel, da smo mogoče na različnih svetovno-nazorskih ali filozofskih bregovih, kakorkoli že. Zelo redko je danes v družbi, kot jo imamo, da imaš možnost iskrene intelektualno poštene debate, ki je odprta v javnem prostoru, ker je vse tako zelo natempirano, tako zelo je podvrženo različnim interesom, interpretacijam in tako da z veseljem sem se odzval na to vabilo, ker je ena izmed redkih priložnosti, da dejansko lahko. Zelo malo je možnosti za nek iskren intelektualen pogovor v medijih. Skoraj nič. Kaj povem, normalno, brez da bi morski psi plavali pač okrog, tudi če se pač ne strinjamo, se še vedno lahko normalno artikulirano pogovarjamo, argument, kontraargument in tako naprej. Zdaj, žal ne živimo v svetu, v katerem bi rekli, a ne bi bilo se boljš, če ustvarjamo še več štruc kruha, kot jih že imamo, pa bi imeli vsi več od tega. Mi že zdaj ustvarimo več štruc kruha, kot jih v resnici sploh potrebujemo. Hudiče pa, da vse te štruce ustvarja človeško delo. Sej naša blaginja, naša rast, vse ustvarjeno bogatstvo, to ni kar padlo iz neba. Tudi kapital tega ni ustvaril, če sem tam denar obrača, to je združen produkt vsega človeškega dela. Gledamo lahko to planetarno, gledamo lahko to na ravni posamezne države ali posameznega podjetja. Ampak ker živimo v kapitalizmu, ki je razredna družba, se to ustvarjeno bogatstvo koncentrira v rokah vedno manj številne peščice. In zato pravim, da se moramo mi za naše štruce kruha boriti. Delavci, delavke, delovni ljudje nasploh, delo kot tako, kot koncept, že zdaj ustvarja vse svoje bogatstvo, ampak na koncu dneva pretežni del tega bogatstva konča v rokah bank, korporacij, v rokah multimilijonarjev, v rokah milijarderjev. In če pod temi pogoji se mi še naprej trudimo, zato da bomo delali še več, zato da bomo naredili še več štruc kruha, to je realnost, ki jo pravzaprav že živimo. Saj ljudje delajo vedno več, prihaja do vedno več tehnološkega napredka, ampak hkrati je naš standard življenja vedno slabši. Zakaj? Zaradi tega, ker se sadovi gospodarske rasti, sadovi ustvarjenega bogatstva zlivajo v roke privilegirane peščice. Privilegirane peščice, ki si ta sistem lasti, ki od njega profitira in ki ga komandira. In brez, da se delovni ljudje organizirajo, da rečejo, zdaj pa dost, ne bomo več delali za to, da bojo tam neke banke pa korporacije sedele na naših hrbtih in da bojo tam neki kripto. Mislim, da ga že malo tukaj ustavim. Kar govori je seveda posplošeno rečeno, lahko zelo prijetno za ušesa. Torej, po njegovem mnenju se standardi, življenjski standard, koliko si človek lahko privošči, vedno niža.
in zato naj bi bilo krivo dejstvo, da se kapital koncentrira v peščici bogatih. Zdaj, to je zelo posplošeno rečeno, zato ker za katero državo točno zdaj govori. Gledano svetovno, drži, da se je kapital koncentriral pri peščici ljudi, ampak problem v tem je sledeč. Ali je vaše življenje oziroma materialni status res slabši zaradi tega? Namreč, že v prejšnjih videih sem govoril tudi o dostopu do nepremičnin v Sloveniji. Vaš dostop, koliko si lahko privoščite nepremičnin? Dajmo pomisliti, je vaš dostop do tega, ali se lahko privoščite, ali se ne morete nepremičnin, res odvisen od tega, koliko bogatstva ima Bill Gates, ali koliko je milijarderjev v ZDA. Mislim, da je veliko bolj odvisen od tega, kakšen je trg nepremičnin v Sloveniji, če govorimo dotično o tej problematiki. Tako da zdaj, ker posplošeno reči, da je kriva koncentracija bogatstva pri peščici ljudi, v tem primeru nepremičnin recimo je krivo dejstvo, da ljudje, ki že imajo nepremičnine, pač ne želijo, da je trg nepremičnin dostopen in svoboden in bolj odprt in ima večjo ponudbo za zadevih zemljišč, prosto zato, ker si ne želijo, da bi jim padla vrednost nepremičnin. Torej, nima nobene veze za milijarderje. Tako da hočem povedati, da človek bo probal izkoriščati vsako priložnost, da kritizira neke oddaljene milijarderje, kot so Elon Musk, Bill Gates in podobni, ki v resnici sa slovensko situacijo in sa situacijo slovenskega delavca nimajo prav ničesar. Bojzi, obračali sadove našega dela v davčnih oazah, nam nobena dodatna peka štruc ne bo pomagala, zato da splezamo ven iz razvojne materialne zaostalosti in tako naprej. Skratka, pa tudi, če gledamo slovenske milijonarje, mi niti nimamo milijarderjev, ampak imamo milijonarje. Če gledamo slovenske milijonarje, je zdaj res to, da nekdo ima neko podjetje, recimo, ki ustvarja milijone evrov, to podjetje deluje, ne vem, na nekem globalnem trgu, računalniško podjetje in ima da svoje sredstva na ne vem kje v Monaku ali karkoli. To res spet, koliko je to povezano z tem, ali neka mlada oseba v Sloveniji lahko dobro zasluži s svojim delom, ali slabo zasluži, ali lahko veliko prihrani, ali si lahko kupi ugodno stanovanje, ali si lahko zgradi hišo, ali si lahko kupi ugodno hrano in tako naprej. Nič nima s tem veze. Nič nima s tem veze, torej uspešen milijonar v Sloveniji, ki dela na svojem področju, bilo katero to naj bi že bilo, nima prav ničemer ne jemlje vam ali pa tebi iz žepa. Gledati moramo zdaj, zakaj, kje so razlogi, da delovni ljudje ne morejo domov odnesti več to, kot so odnesli nekoč, oziroma kako jim povečati realen zaslužek. Tisto, kar dejansko lahko potroši. Lahko delamo še toliko več, pa bomo na istem oziroma bojo šle stvari, kot grejo zdaj, vedno na slabše za veliko večino delovnih ljudi. Ja, se po mojem se strinjava glede večine, se pravi, sistem, ki ga imamo, ima negativne eksternalije, pa ima neučinkovitosti, ne? Mislim, ta cel sistem, če se pogovarjamo o kapitalizmu, kapitalizem je negativna eksternalija sam po sebi. Samo po sebi, ja. Okay. A veš, ni to nekaj, kar bi bilo kapitalizmu zunanjega, vse te krivice in izkoriščanja, ki jih živimo, ampak je to ugrajeno v ta sistem sam tak, kot je. Ne? Tako da... Treba je gledati zdaj, kakšna oblika sistema lahko naredi neko okolje, v katerem je, kolikor se da, spodbudno za človeka, da raste, da se razvija oziroma da živi dobro. Zato, da on reče, da je to že avtomatsko v kapitalizmu zadeva taka, da je sistem izkoriščevalski. Vsak sistem, vsak odnos medčloveški je lahko izkoriščevalski. Tukaj gre za zavajanje, zato ker to je nekaj inherentnega v življenju, ni nekaj inherentnega v kapitalizmu. Mi zdaj kvečemo gledamo, kako lahko z nekim dobrim sistemom zmanjšamo možnost, da pride do tega, oziroma naredimo življenje, kolikor se da lepo, glede na to, da je v resnici pogosto tudi kruto. In izkoriščevalsko in kruto je bilo življenje tudi v socializmu, kar se tega tiče, poznamo pregovori socializma, v kapitalizmu kapital izkorišča, je delavec izkorišča se strani kapitala, v socializmu pa se strani socializma oziroma države. Oziroma v kapitalizmu človek izkorišča
sočloveka, v socializmu pa ravno obratno. To je bil tak cinično reklo še iz časa socializma, ker nam v bistvu kaže, da so ljudje v socializmu prišli do popolnoma identičnih zaključkov, kar se tiče uvidov v človeško naravo in v človeško trpljenje. Tako da, glede tega gre za strani Mihata za čisto zavajanje gledalcev. Imamo režim, trg, ta tako zelo razvpiti trg, ki se nam ga ideološko prodaja kot neko neutralno turišče, na katerem se ti lahko dokažeš za svojim delom, svojo sposobnostjo, svojim talentom in boš posledično nagrajen s tem, da boš pa živel nekoliko boljš kot nekdo drug, boš imel svojo firmo, karkoli že. Ampak to je slika, ki živi samo v ekonomskih učbenikih režimskih pridigarjev, ne pa slika, ki bi jo dejansko živeli v realnosti. Trg je gromozanski mehanizem, ki skrbi za to, da se sadovi ogromne večine populacije tega planeta stekajo v rokah privilegirane manjšine. Kapitalizem sam po sebi ničesar ne ustvarja, vse je rezultat človeškega dela. V tem smislu tudi menedžerskega dela, ne samo ga za tekočim trakom in vse ostalo, kar pride vmes, kar pa določa kapitalizem, je, kdo od tega profitira. Se pravi, vse je odvisno od človeškega dela. Kako pa bi opisal recimo nek stroj, ki ga, recimo, da sem jaz inženir, pa imam prijatelja, ki je inženir. Ja, vse je odvisno od človeškega dela, pa tukaj je tudi omenil tudi menedžerskega dela. Kako vas tukaj želi zavesti, je sledeče. Namreč marksizem gleda na človeško delo izključno iz stališča proizvodnega delavca. Mimogrede danes, 150 let od tega, ko je marksizem bil napisan, oziroma marksistični komunistični manifest, 170 let od tega, ko je bil napisan, nimamo več veliko proizvodnih delavcev. Marks je govoril izključno o proizvodnih delavcih, da samo oni ustvarjajo vrednost. Zdaj pa Miha rekel, da tudi menedžersko delo. Torej, on je hotel povedati, da v bistvu samo delavci ustvarjajo delo, ampak delo je tudi to, kar dela menedžer, recimo, ali pa direktor. Ja, vemo, tudi to, kar delajo lastniki, menedžerji, direktorji, vsi v vodstveni hierarhiji, ne samo tisti za tekočim trakom. Naša ekonomija je čisto drugačna, kot je bila v času, ko je bil marksizem ustvarjen. In posledično se mora tako in Miha potem retorično malo prilagoditi. Ampak dejstvo je, da če rečemo, da samo delo ustvarja to vrednost, vse logično, kdo pa bo ustvarjal, verjetno ne rastline ali pa živali, človeška bitja ustvarjajo dobrine na tem svetu. Ja, ampak poanta v kapitalizmu je, ustvarjajo vsi, pač nagrajeni, sistem mora biti tako narejen, so nagrajeni tisti, ki si seveda naredijo boljše pogoje, boljše iztočne pogoje pri samem pogajanju za plačo, pri samem poslovni strategiji, pri poslovni izbiri produkta ali storitve in tako naprej. Zato so lahko razlike pogosto velike, morda se jim zdi, marsikomu lahko to nepošteno, ampak dejstvo je, da če že govorimo o delavcih, moramo govoriti o sistemu, ki omogoča delavcem, da dobro zaslužijo in čim več od tega imajo. Torej, o tem moramo govoriti, ne o tem, koliko več imajo tisti, ki se zdaj veliko zaslužijo. Midva ta stroj nekako narediva in nekaj tega dela, ki sva ga mogla prej na roke delati, prevzeme ta stroj in ustvarja dodano vrednost. Dokaz za to je, da nekateri ljudje najne produkte so pripravljeni plačati. Midva sva pač manj delala, da sva več dodane vrednosti ustvarila za družbo. Se pravi, ni verjetno čisto vse odvisno od človeškega dela, ali to tudi daješ noter v to enačbo, zato ker sva midva intelektualno delo naredila, je to pač tudi delo. Ja, to tudi sodi pod kategorijo dela. Na vsezadnje vsak produkcijsko sredstvo ali končni izdelek ta lešalca, ni nič drugega, kot rezultat predhodno nakopičenega dela. To, da je nekdo oblikoval glino, to je pač produkt dela in to je vrednost, ki je šla v to šalco, to je cena, ki jo pa ta šalca mora na koncu pokalkulirati. Enako velja za tistega, ki je glino skopal, enako velja za vso logistiko, ki je šla od točke A do točke B na koncu točke C, tudi tistega, ki je to šalco pač poštrihal, tistega, ki je poskrbel za to, da pride na polico najbližjega Mercatorja in tako naprej. A lahko mogoče zamenjava, kako se ti zdi, da bi zamenjali besedo delo za energijo? Mislim, tukaj gre za specifično obliko energije, ki je človeško delo. Ker samo človeško delo je tisto, ki lahko ustvarja novo dodatno presežno vrednost, medtem ko nobena druga oblika proizvodnega dejavnika te kvalitete nima. Samo človeško delo je tisto, ki lahko ustvarja z svojim inputom novo dodatno vrednost. Lahko imaš ti, boljše energetske inpute, optimizirano proizvodno verigo, ki ti bo
znižala ceno končnega izdelka, ampak vrednost, ki se tle realizira, je pa tisto vrednost, ki jo je v to proizvodno verigo ali pa v to proizvodno linijo prineslo noter človeško delo. Človeško delo, ja. Zdaj, če dam ta spet primer, jaz pa moj prijatelj, ki sva inženirja, imava konkurenta na drugi strani ceste, ki pa ne uporabi te intelektualne energije, o kateri sem govoril, in še vedno na roke delajo te šalce, midva sva pa izumila stroj in midva lahko več, ceneje, boljše proizvajava te šalce. In zdaj, to je zdaj poenostavljena družba, recimo, da sam te dve podjetji obstajata. Ja, v schemah se pogovarjamo. Ja. Zdaj, midva sva naredila neko inovacijo in s to inovacijo sva dodano vrednost ustvarila za družbo, zato ker je ta šalca zdaj cenejša, lepša, boljša. To bi se strinjal. Ja, inovacijo sva naredila. Zdaj, kako sva lahko midva nagrajena za to, napram nekomu, ki ni te inovacije naredil, ali pa celo lahko rečeva, nekdo bo delal 4 ure na dan v tej tovarni čez cesto, midva sva pa res 2 leti sva delala 16 ur na dan in sva se res trudila. Kako bi ti to videl, da bi bilo pravično, da sva midva nagrajena? Zato ker v tej najni poenostavljeni družbi bi se kapital stekel k nama. Kako bi to ti rešil zdaj? A bi ti nama to vzel? To ni pravično, zato ker sva midva zdaj eliti? Tako, to me malo zanima, v tem poenostavljeni schemi. Tukaj pa že naletimo na konkretni problem poenostavljene družbene sheme, recimo, ker inovacije v moderni družbi res nikoli niso plod individualnega genija. Tudi če je tisti en posameznik, ki je premaknil češnjico na koncu na torto, je tle cela veriga in človeškega dela in družbenega razvoja od izobraževanja infrastrukture, 11.000 let človeške zgodovine, ki je pripeljala do tega trenutka. Ko to rečem, prosim, ne tega narobe razumeti, pač v smislu, da dajem tle posameznika, pa tistega, ki je bolj ustvarjalen, bolj podjeten, pa te vse najboljše človeške vrline in kakovosti v nič, niti približno. Se je pa potrebno zavedati, da je zmeram za takim posameznikom, za vsakem od nas zelo konkreten družben kontekst, pogosto tako zelo globok in širok, da se ga niti ne zavedamo, ker ga jemljemo za samoumevnega od abecede naprej. Rabimo mi investirati, plačevati avtorske pravice za kakršnokoli abecedo? Ne, pa hkrati je jezik temeljni pogoj, kako mi sploh občujemo med sabo, kako sploh lahko karkoli. Tukaj je recimo zelo močno zavrelo. Fant je zelo zavrelo. Namreč retorično vas skuša. To je pač mojstrstvo ljudi, ki so že dolgo v politiki in se ukvarjajo z družbenimi vedami, s filozofijo in politično teorijo, z marksizmom, kot so on. In so mojstri besed, to je dejstvo. On je tukaj izrabil izgovor, češ da cela zgodovina človeštva, vse, kar smo podedovali od prednikov, še naš človeški jezik, ki smo ga vsi v naši državi podedovali od prednikov, je tisti, ki vam je omogočil, da če ste vi ustvarjali firmo, vaš sosed je pa ni. To je zato, ker ste vi podedovali jezik, ker ste vi podedovali neko znanje svojega očeta ali pa prednikov, ali pa ste hodili v šolo, ne ozirajoč se na dejstvo, da tudi vaš sosed je marsikaj podedoval, pa ni ustvaril tega podjetja. On skuša zdaj to narediti tako, da bo skušal ravno to, kar je povedal, da ne bo skušal, torej da ne bo minimiziral individualnega dela. Ne, ravno to skuša narediti. Skuša minimizirati individualni input. Zdaj mi lahko rečemo, ja, ok, tak je naredil to uspešno podjetje, sosed čez cesto ga pa ni. Po njegovem mnenju, tukaj ne bi smeli biti nekih razlik med njimi. Ampak v resnici pa vemo, da tisti, ki je naredil neko podjetje, ki je naredil nek projekt, ki ga brez njega ne bi bilo, za katerega je bil on ključen, vemo, da tak človek je v tem primeru nezamenljiv za to podjetje. To lahko takoj vidimo. Potem, ko če recimo nekoga ni, nekega podjetnika, pa umre, pa nima potomcev, marsikdaj takšna podjetja umre, jih ni več. Ali pa to hitro tudi vidimo pri določenih projektih, ko kakšna oseba v določenem podjetju gre iz podjetja. In vidimo, da določeni projekti ne morejo več normalno naprej, oziroma preprosto tisti oddelek odpade. Torej, individualen input je vedno izjemno pomemben. Zato je tudi pomembno, da so nekateri ljudje bolj nagrajeni, nekateri manj. To, kar on govori, to je kot da bi rekel, da bi vsi ljudje bili enako sposobni voditi stranko, ni socialisti kot on. Da bi vsi ljudje, da bi lahko kjerkoli tukaj se vodijo te stranke in bi ta stranka delovala na isti način. To je bolano zgrešeno. Vsi vemo, da ne, da to ni možno. Da pač neka predstavlja to stranko v vse svoji norosti in vse svojih pogledih na svet, ampak jo predstavlja. In ne morejo kar vsak predstavljati, ker smo si preveč različni. In enako je se stvari.
proizvajamo, karkoli skomuniciramo. Če dam tukaj samo en primer. Se pravi, midva nisa bila izolirana, če te sam prav razumem. Midva nisa bila izolirana v tej inovaciji, pa ni zasluga izključno naju, se strinjam, ampak že od tega, da je nekdo izumil ogenj pred 50.000 leti. Ne? Ja, mi tukaj stojimo, vsi od nas stojimo na ramenih predhodnih pokolenj, ki so oblikovala pač ta družba, ker drugače do tega trenutka ne bi prišli. Ne? Cela družbena produktivnost bi bila veliko manjša in še zmeram, če bi razumeli naše delovanje kot posamezniki v družbi na ta način, potem bi še zmeram kurili ognjičke v potočki zjad. Mislim, kar dela Miha tukaj, kar je nečloveško, kar dela Miha je nečloveško. On skuša vam povedati to, da zato, ker so ljudje odkrili ogenj 10.000 let nazaj in imate vi, da je koristi od tega, ker so izumili ogenj in vse ostale izume in jezik in tako naprej, vam lahko on, pa država, poberajo vaše podjetje oziroma vaše zaslužke. To on skuša. Kot da je bil on tudi tisti, ki je bil enako zadolžen za to, da vi govorite slovenski jezik, da vi znate, kakor pač znate. Torej, njegovo pravičilo za krajo premoženja je zelo enostavno. Zato, ker ste imeli korist pridobitev civilizacij, vam bomo mi vzeli vaše premoženje. To vam skuša povedati. Ali katerem koli drugemu zaklonišču. Zdaj, zato, da si ti ustvarjalen posameznik, da imaš tle nek zagon, neko inicijativo, ki mogoče pač nekdo drug nima, jaz mislim, da je čisto pošteno in pravično, da si za to pripoznan. Zdaj pa to pripoznanje pa ni treba, da deluje na način akumulacije materialnega bogastva. Ali pa ni nujno, da deluje na način posesti nad proizvodom. Poslušamo to. To bo zdaj besede človeka, ki ni ustvaril nobenega podjetja in nobenega delovnega mesta v svojem življenju. To je čista zavist. Zavist zapakirana v intelektualne besede. Poslušajte to. Vodnimi sredstvami, s katerimi potem pride pa tudi nek vpliv, družbena kontrola, izkoriščanje drugih ljudi, tudi če se ti tega recimo kot posameznik niti ne zavedaš, sem pač deluješ v takemu sistemu. Tako da oblike pripoznanja za neko tvojo inicijativo in tako ni nujno, da zadobivajo kapitalistične oblike, ki je. Prevod, če ste uspešni v svojem delu in odlični v svojem delu, ne boste prepoznani tako, da boste tudi več imeli, da bodo ljudje več plačali in več kupovali vaše izdelke ali pa storitve. Ne. V njihovem sistemu, mojih socialistov, vam bodo vse vzeli in vam dali Titovo značko trdega dela. Torej, po domače povedano, po njegovem mnenju ne sme ljudje, stranke, prepoznati vašo odličnost. Pač pa on bo tisti, Miha Kordiš bo tisti, ki bo prepoznal ali pa ne prepoznal vaše delo. In če se bo odločil, da ga bo prepoznal in ga nagradil z Titovo značko svobode ali pa z dvodnevnimi počitnicami enkrat na leto v Čatežu, in se bo tako odločil in tako tudi bo. Pozor, to so zopet sladke besede, zapakirano v sladke besede, ampak izjemno bolne misli in izjemno škodljive misli. Aha, lastnina nad proizvodnimi sredstvi in akumulacija kapitala. Če bi bilo temu tako, potem tudi netržne oblike celotne zgodovine človeštva ne bi imele nikakršnega pač pripoznanja. Ali tudi modernejše družbe, kjer se take vrednote pa iniciative posameznikov pač materializirajo, ampak se ne materializirajo nujno v kapitalističnemu kontekstu. Ker ta isti človeški vzgib, ta ista človeška ustvarjalnost, ki si je zdaj opisal na proizvodnemu primeru, se velja tudi za to, kako organiziramo šolo, ne pa imaš tam nekoga, ki jo potegne naprej. Ali pa kako se nekdo potrudi, da bolnišnica dobi, ki jo vodi, da bolnišnica dobi nov. Ja, velja, ampak so ravno to lepi primeri, torej netržnih oblik, ki zelo stagnirajo. Torej ravno v teh primerih, kot je šolstvo, zdravstvo, pogosto te sistemi regulirani, zapisani naprej, betonirani in se zelo počasi spreminjajo. Včasih sploh se nič ne spremeni. Ravno zato, ker ti ljudje, ki tam delajo, nimajo svobode, da spremenijo sistem, v katerem delajo. To je zelo dober primer tega, kako so ljudje v teh sistemih, državnih sistemih, pogosto so njihovi talenti uničeni, zavrti, pobiti. Ravno zato, ker so te sistemi že naprej predpisani in nimajo tržne logike, torej slabosti, ker nimajo trga zadnje. Oddelek za zdravljenje pacientov ali da se posodobijo metode zdravljenja in tako naprej. In mi kot družba že zdaj te vrline cenimo na določenih področjih,
pa ne nujno na način, se pravi, neskončnega bogatenja na račun nekoga drugega. Se pravi, govoriš o nekih motivatorjih notranjih, ne? Da niso nujno materialistični. Tako, Ja. Zdaj, vsi ljudje imamo veselje do dela. To je bedarija, kot govori. Nimaš veselja do dela kot prvonika. Večina izumiteljev, podjetnikov je začelo svoje podjetje, večinoma zaradi nekega entuzijazma, nekega uvida, ko je videl nekaj v družbi, nek izdelek, storitev, neko znanje, nekaj je imel v sebi, kar drugi niso imeli. In če mu je ideja uspela, kar pogosto tudi ne uspe, je pomeni, da je ta podjetnik, da je ta inovator, karkoli, imel prav, da je nekaj videl, nekaj ustvaril, kar prej nihče drug ni. In večinoma so ljudje štartali te ideje sredi zadovoljstva, ne zaradi materializma. Torej, čista bedarija. V kapitalizmu se večina izumov, večina podjetij nastane zaradi nekega driva, zaradi nekega zanosa, zaradi neke intuicije, zaradi neke ambicije človeka, ki je lahko več kot materialno, bistveno več. Taki smo narejeni, vsi ljudje smo rojeni kot ustvarjalna bitja. So pa družbeni pogoji tisti in družbeni okviri, skozi katere hodimo. To ne drži, da so čisto vsi ljudje rojeni kot ustvarjalna bitja. To ne drži, pa nikakor ne drži. Kot sami veste, za funkcioniranje vsake strukture, družbe in tako naprej, potrebuješ tako ustvarjalce, kot tiste, ki so kot inovatorje, kot tiste, ki so dobri v ustvarjanju in ponavljanju vzorcev oziroma vzdrževanju sistema. Torej, rabimo ljudi, družba v bistvu rabi več ljudi, ki znajo vzdrževati sistem, kot pa ljudi, ki ustvarjajo nove stvari. To sploh ne drži, da moramo kar vsi biti inovatorji. To tako družba sploh nikoli ne bi obstajala, zato ker inovacije so drage, inovacije so stroškovno drage, časovno drage in psihološko drage. Kdo si upa skozi nekaj novega v življenju probavati? Noben. Redki ljudje. A si upate vsako leto v življenju začeti znova, delati nove stvari, zaživeti svoje življenje, obrniti za 180 stopinj vsakič, niti slučajno. Večina ljudi si v bistvu želi varnosti, rutine, stabilnosti in tudi iz tega pride neka potreba po stabilni ekonomiji in stabilnih službah. In zato je pomembno, da imamo in inovatorje in menedžerje uravnotežene. Inovatorji ustvarjajo nove stvari, menedžerji pa v bistvu peljejo stvari naprej po nekih ustaljenih vzorcih, skrbijo za to, da so stvari stabilne. In tako v kapitalizmu lahko stvari čisto stabilno laufajo naprej. In imamo in inovacije, in dobro vodenje gospodarstva in stabilno družbo. Ki nam določajo, kako se bodo te naše motivacije materializirale. Ne? In velika večina ljudi, že v slovenski družbi, kaj šele v globalu, je dobesedno zagaženih s tem svojim talentom. Še tisti, ki imajo neko možnost ali pa ki poskusijo, recimo, da sam ti začneš tle pri nas firmo, si ustvarjalen, si trmast, si dober v tem, kaj delaš in tako naprej, na koncu končaš kot psihično, pogosto tudi fizično uničen posameznik, ki se mora... Ja, absolutno se strinjam. In to je prav zaradi ljudi, kot je Miha Korč, ker morate vedeti, da ni edini. Takih ljudi je cel kup na mnogih ministrstvih, na mnogih regulativnih odborih. To so ljudje, ki so nam, vam postavili tisoče polen pod noge, mečejo polena, kjer se le da podjetniku pod noge, nabijajo davke, kjer se le da, nikoli niso proti temu, da se dvignejo davki, nikoli niso proti temu, da se nove regulacije za podjetja spiše. Vse, kar omejuje trg, so oni proti. In zdaj govori, da so pogosto lahko podjetniki psihično bolni. Ja, se strinjam. Lahko psihično zbolijo in mnogi tudi zbolijo zaradi takih kot je on. Tam bukati za to, da bo zbral kapital, ukvarjati se more z 1001 prepreko, ki ti jo meče na pot kapitalistični sistem, kot ga imamo. In v resnici... Torej, kdo meče prepreke podjetnikom na pot? Nek mitološki kapitalistični sistem, dajmo Miha ne biti posplošeni zopet, pa kriviti tam neke milijarderje v Ameriki. Dajmo govoriti o naši Sloveniji, Miha. Kdo točno? Kateri organi, kateri ekonomski organi, ministrstva so tiste, ki nam mečejo prepreke pod noge, polena pod noge. Ne zdaj kriviti kapitalizem, nekaj abstrakten sistem. Gremo govoriti o konkretnih ministrstvih in o konkretnih ljudeh, ki pišejo zakon. Namreč kapitalizem je sistem, ki zagovarja to, da ima posameznik, podjetnik in delavec svobodo pri tem odločanju, kaj bo delal, kako bo delal in da
je čim manj omejen pri tem. Zdaj pa on govori, da kapitalizem daje prepreke ljudem. Celo takrat, ko uspeš, ne? Uspeš za noro visoko človeško ceno, pa na samem sebi, ne? Brez da bi za to obstajala kakršnakoli realna potreba. Medtem se ti pa tisti malo metaforični kriptobojzi v davčnih oazah dobesedno režijo, medtem ko srkajo svoje koktelje, pa štejejo svoje milijarde, ki jih tako ali pa drugače financira produkt tvojega dela. Ne? A bi bilo pa bolj, koliko se ti zdi, da bi bilo bolj koristno, če bi zelo precizno napadli? On je tukaj zdaj napadel izključno samo neke kriptomilijonarje. Absolutno drži, da tisti, ki vlagajo v nek realen kapital, podjetja, neke delnice, ki so dejansko vezane na neke podjetja, ki nekaj gradijo, infrastrukturo ali neke obveznice, ali so to delnice nekih tehnoloških podjetij. To so dobre investitorje, dobre investicije, ki poganjajo družbo naprej. Imamo pa tudi tiste, ki se igrajo, recimo temu, neko hitro šortanje oziroma hitro prodajanje delnic ali pa hitro prodajanje nekih vrednostnih papirjev, ki pa so dostakrat zgolj imaginarne in ne ustvarjajo ničesar. Pač lep primer je, ne vem, kupovanje bitcoina. Cena bitcoina je cena nekega menjalnega sredstva, elektronskega menjalnega sredstva, in zdaj nekdo je kaj zaslužil s tem, ker je pač toliko več ljudi to kupilo in je cena narasla in je on pač držal to, zaslužil na tej vrednosti. Ja, on sam ni ustvaril nekega bogatstva za družbo. Absolutno drži, ampak tudi nekaj drugega drži. Ta človek ni z ničemer škodoval vaši denarnici, realno. Pač on je zaslužil na račun tistih, ki so pač zaupali v to menjalno blago in ga pač tudi dražili za nakupi in posledično tudi sam, potem, če to prodal po višji ceni, imel od tega zaslužek. Zaslužek je potegnil izključno in samo na račun ljudi, ki so pač zaupali v to, ali pa še vedno zaupajo, upravičeno ali neupravičeno, karkoli pač. Ampak hočem povedati, da s tem ni nikakor ekonomije za vas, za nas, za ljudi, ki se s tem ne ukvarjajo, ničemer škodovali. Tako da čist brezvezen primer, ki ustvari zgolj retorični trik pri poslušalcih. Nič drugega. Adal, recimo, večkrat si omenil kriptobojze. Recimo, da precizno napademo negativne eksternalije samega kapitalizma. Bančništvo, jaz mislim, da ima veliko težav, mogoče kripto, mogoče neki, takrat, ko je kapital spojen z politiko in vpliva na njo skozi moč. Se mi zdi, da bi se dal precizno to nasloviti, ker omenil si, da je kapitalizem kot celota negativna eksternalija. Ja. Zakaj celoten sistem, ki jaz ga ne vidim tako izključno, opišeš na ta način? Zakaj ne bi kirurško šli reševati te stvari? Ker se mi zdi, da to delamo. Popravljamo tam, kjer je najbolj za popraviti. Družba ni urejena na način družbene pogodbe, da zdaj se bomo pa mi tako dogovorili in potem bo država šofirala stvari na način, kot jih šofira. Mislim, prvo kot prvo, ta država ni sama v svetu, ampak smo vpeti v globalne verige vrednosti, v globalne tokove in tako naprej. Ne? Družbo vodijo različne silnice in najmočnejše med temi silnicami so ravno materialni interesi. Torej, lastništvo kapitala in interesi lastnikov kapitala, ki od tega profitirajo. In seveda vršijo politični vpliv nad družbo, zato da te svoje privilegije ščitijo. Tako da družba v tem smislu je ampak enako, Miha, enako je, kjer imaš ti velike firme, ki so spojene z državo, to je socializem. Enako je socializem. Ko imaš ti direktorje zadrug, direktorje velikih konglomeratov, direktorje velikih državnih firm, to so vsi spojeni s politiko. To se temu reče socializem za bogate. In ko govorimo o vplivu korporacij na politiko, tukaj govorimo v bistvu o socializmu. To je socializem. Torej, socialistični sistem, kot ga vi predlagate, tega ne bi mogel preprečati nikoli, zato ker de facto bi to zgolj vzpostavil kot normalo. Veliko bolj dinamično, ni to neka statična shemica, kjer se mi pa zmenimo, imeli bomo malo manj kapitalizma, in potem bo za vse boljše, zato da po prstih tiste ta najbolj pohlepne akterje, bodi se institucionalne, bodi se individualne, da jih po prstih udarimo, ker preprosto družba te moči nima, potem ko pride do tako velike akumulacije kapitala, ki se za talca vzame celotno državo. Ne? In zakaj pa pravim, da je kapitalizem kot sistem problem? Tvoje negativne eksternalije so v bistvu končna postaja notranje logike kapitalizma. Bom šel nazaj na malo popreproščen zgodovinski razvoj, pa ni spet tako zelo popreproščen.
da si imel ti vznik kapitalizma, ko so se pojavile te prve protokapitalistične firmice in to, takrat si ti imel nekaj, čemu lahko rečeš približno. O katerem času govoriš? Specifično govorimo o začetku 19. stoletja v Veliki Britaniji, čeprav lahko določene oblike tovrstnega gospodarjenja sledimo tudi prej, odvisno, kako točno beremo zgodovino, ampak zato, da bova on the safe side rečva, začetek 19. stoletja. So se začele oblikovati prve gospodarske združbe, med sebojno so tekmovale na trgu, ampak kaj se je zgodilo? Ne? To, kar se vedno v vsakem konkurenčnem boju zgodi, kapital izrine neko konkurenco, lahko je to z lobističnimi sredstvi, lahko je to z gospodarskimi sredstvi in tisti individualni skupek kapitala se okrepi. Ne, postane večji. In kar naenkrat imaš ti trg, na katerem je bilo 50 akterjev, ki so prej tekmovali med sabo, v resnici samo spremenjen, samo pač v korito za enega, dva, mogoče 3 akterje, ki si to gospodarstvo in vso ustvarjeno vrednost lastijo. Seveda ta svoj položaj želijo obdržati, zato svojo kontrolo nad proizvodnimi sredstvi, nad kapitalom, nad blagovnimi denarnimi tokovi in tako naprej, seveda uporabljajo tudi na politične načine. Zato, da kupijo te ali pa one politične opcije, zato, da lobirajo, zato, da se ugradijo noter v državni aparat. In dokler mi delamo na kapitalističnih principih, so to neizogibne posledice. Pa misliš, da ni nič drugače kot začetek, recimo omenil si začetek 19. stoletja, kjer so otroci delali v tovarnah po 16 ur, 17 ur na dan, slabo so bili plačani, in pa so neke delavske pravice mogle priti v ospredje in smo to nekako uredili, ker to bi se tudi prej si dal izjavo, vedno več delamo. Mislim, meni se zdi, da vedno manj delamo. Kaj bilo vsaj res, Da mi to pa opiš, recimo začetek 19. stoletja, začetek kapitalizma, izkoriščanje, mogoče v Londonu, imamo pa še Nizozemsko, pa industrijska revolucija gre čez Evropo. Vse povsod, tudi to se ni v Veliki Britaniji zgodilo v vakuumu, ampak na plečih plenjenja polovice ali pa več sveta. Recimo, če se zdaj fokusiramo na te delavske pravice, pa omejimo urnike, pa ne smemo, pa delavci dobijo neke pravice, pa malico, pa porodniško, pa otroci ne smejo delati, da mi to opiš, kako misliš, vedno več delamo. Ja, sej to se ni zgodilo samo od sebe. Pač kar se je samo od sebe dogajalo v tem prostotržnem kapitalističnem gospodarstvu, je bilo pravzaprav ravno obratno. Stiska delavskega razreda, več let je to trajalo, stiska delavskega razreda se je poglabljala. Se strinjam. In interes akumulacije kapitala, ki mu je država tudi prisluhnila, je bil pač ta, da se to stanje ohranja oziroma da se to izkoriščanje še stopnjuje. Zakaj? Zaradi tega, ker je vladajočim razredom, tako tistim, ki so si lastili državni aparat, kot tistim, ki so si lastili gospodarstvo, je to odgovarjalo, ker so postajali še vedno bolj in bolj bogati. Ampak to so že podobne floskule, kot jih je že govoril že en drug Miha. Očitno so ime Miha povezano z neumnostjo, namreč mislim, da Antoko, mislim, da je njemu tudi ime Miha, nekaj takega. Tisti reper Antoko je bil tudi Jaz bom tukaj zaključil današnji komentar, da ne bomo predolgi, ker bom ta podcast razdelil v več komentarjev, da se boste pokrijali v večjih delih. Tako da pogledajte si še moj komentar podcasta z Antokotom na ideji in pa tokrat premislite torej malo o besedah in načinu komunikacije našega nadebudnega socialista Mihe Kordiša. Hvala vam za pozornost in pa se vidimo v naslednjem komentarju.